Živjo, ime mi je Mary, sem medij, kar pomeni, da komuniciram z dušami in prenašam njihova sporočila. Danes vam želim odgovoriti na vprašanje, kako medijstvo vpliva na moje življenje, na moj vsakdan. Praktično medijstvo nima vpliva na moj vsakdan, na moje življenje, zato ker medijstvo je moje življenje. To poslanstvo, za katerega sem neskončno hvaležna, mi daje možnost, da določene stvari na zemlji opravljam lahkotnejše. Da ko pride do nekega izziva, mi je pravzaprav na nek način vseeno, kajti zaupam, da mi bodo duše pomagale. Kot sem verjetno že kdaj povedala, za marsikaj prosim duše. Bodisi, ko izgubim ključe, da mi jih pomagajo najti. Bodisi, ko izgubim kljuko za avto, pa mi jo pomagajo najti. Bodisi, ko iščemo neke papirje ali pa enostavno katerokoli stvar. Skratka, medijstvo je del mojega vsakdana in posledično tudi del vsakdana mojega partnerja in moje hčerke. Moj partner, pri njemu je trajalo malček dlje, da se je sprijaznil, da je ugotovil, da ni to noben bav, oziroma da je sploh spoznal, zakaj to gre, ker prej sicer ni imel stika s tovrstnimi zadevami. In ko je ugotovil, da dejansko lahko vse odlično ali še boljše funkcionira, potem pa je sledilo: Mary, a bi se ti lahko gor zmenila, ko imaš veze? Vsi imamo veze, gre se samo za to, na kakšni ravni z njimi komuniciramo. In pri meni gre dejansko za vsakourno komunikacijo z njimi, definitivno, verjetno še ko spim, ves čas komuniciram z njimi, malo odpotujem v njihov svet in se vrnem nazaj. Skratka, ni ene stvari, ki bi ji rekla: joj, zaradi medijstva, zaradi tega in tega je pa moje življenje naporno. Ne, ni. Želim si, da bom lahko čim več sporočil predala, da vedno pravim: duše, pripeljite svoje ljudi, da predamo vaša sporočila, da lahko povem. Večkrat se tudi zgodi, da sem nekje v kakšni trgovini, v kafiču in zaznam nekoga, ki je zelo vztrajen, da predam sporočilo osebi, katera mora dobiti to sporočilo. In takrat pristopim do človeka, povem, kdo sem, kaj počnem in vprašam za dovoljenje, če lahko predam sporočilo. Seveda oseba izbira sama, zdaj se mi še ni zgodilo, da bi to zavrnila, ampak je z veseljem in presenečenjem sporočilo sprejela, prepoznala dušo in ostala brez besed. Skratka, res sem hvaležna, da je medijstvo del mojega življenja, da je to moje poslanstvo in verjamem, da se bo samo še bolj kristaliziralo, da bo postalo še bolj tesen košček mojega življenja oziroma moj vsakdan in vedno pravim: jaz sem to, jaz sem medij, vse ostalo okoli mene se pač mora temu prilagoditi. In definitivno sem prepričana, da kdor ni sposoben prilagoditve oziroma sprejeti tega mojega daru, da pač v moji okolici ni. In okoli sebe imam ljudi, ki so morda težko na prvo žogo sprejeli to, jim je bilo nerazumljivo, na kakšen način vse to poteka, ampak kljub temu te ljudje so še vedno okoli mene. Kar pomeni, da so sprejeli, da so začeli razumeti, da so začeli dojemati, da to pač tako je. In ne, svojega poslanstva nikoli ne izklopim, tudi ko grem na dopust, tudi ko grem v šoping, tudi ko grem kamorkoli, ne izklopim ga. Je pa res, da še vedno lahko izbiram, ali predati sporočilo ali ne. Ampak, kot sem že povedala, včasih so duše ekstra vztrajne in takrat pač sem jim na voljo. Vedno pravim, da sem jim vedno in bom, in to je to. Hvaležna sem, ker me podpirajo, hvaležna sem, ker mi v mojem življenju pomagajo in včasih pravim: vi meni, jaz vam, pa je izravnano. Tako. Kratko, jedrnato, ampak
medijstvo, poslanstvo, moje življenje, to je vse eno in isto.